Radi bi pozdravili vse prisotne, predvsem pa gospo ravnateljico, magistra Klemna Žumra in goste iz Tehnične šole Vladično Hana. Na oder vabim gospo ravnateljico, magistro Frančiško Almasur. Pozdravljeni, spoštovane dijakinje, dragi dijaki, cenjeni gostje. Včasih si štejemo, da smo narod Evrope, da smo eni izmed ostalih, ki se združujemo v enotnosti, čeprav tako različni in drugačni. Različnega spola, različne starosti, veroizpovedi, razmišljanja, vendar vse to nas združene v Evropi bogati in nam daje neko novo, drugačno veljavo. Pomembno je, dragi dijaki in dijakinje, da cenimo to našo drugačnost in da upoštevamo drugačnost drugih, da jih spoštujemo in da jih dajemo veljavo, katero tudi mi pričakujemo. Ob prazniku Dneva Evrope vam želim, da si pogledate, kakšne možnosti nam nudi ta vključenost in seveda, da ste ponosni na to, da smo tudi mi del nje. Hvala. Hvala za vaš govor. Sedaj pa na oder vabim magistra Klemna Žumra, ki je vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. In najlepša hvala za povabilo. Najprej gospe ravnateljici, Frančiški Almasur. Dobrodošli vsi skupaj, lepo pozdravljeni tudi gostje iz Srbije. To je primer, kako v Evropi med seboj sodelujemo. Tudi Srbija je na poti v skupnost evropskih držav. Jaz sem zelo vesel, da ste na vaši šoli se odločili na tak lep način se spomniti in obeležiti ta dan 9. maj, dan Evrope. Več praznikov praznujemo na ta 9. maj, ampak tudi spomnimo se na to, kar je že omenila gospa ravnateljica, na povezovanje in sodelovanje med zelo različnimi ljudmi, zelo različnimi narodi, ki živimo v Evropi. Kar 500 milijonov evropejcev in evropejke danes. Mi smo Slovenci tudi med njimi, 2 milijona, in smo si med seboj zelo različni. Imamo zelo različno zgodovino. Prihajamo iz vzhodne Evrope, zahodne Evrope, vemo, ko se pogovarjajo o ekonomskih temah, recimo včasih Severna Evropa ima čisto drugačne poglede, kako bi bilo treba neke stvari rešiti kot Južna Evropa. Veliko je razlik. Vprašanje migracij in razna druga vprašanja so zelo pomembna vprašanja, s katerimi se danes v Evropskem parlamentu, v Evropski uniji naši predstavniki ukvarjajo in poskušajo najti odgovore pa rešitve, ki ne bodo samo za Slovenijo dobre, ali pa samo za Madžarsko, ali pa samo za Srbijo, ampak za vse države Evropske unije. Tako da se bomo vsi skupaj strinjali in šli skupaj naprej. Ker danes, še bolj kot kdajkoli prej, v tem nemirnem svetu, ko je veliko problemov, veliko tudi trpljenja, veliko beguncev, več kot kadarkoli po drugi svetovni vojni, če vemo to, pa recimo drugih vprašanj, ki so nerešena, tudi klimatske spremembe in tako naprej. Vse te stvari lahko veliko bolj rešimo, če delamo skupaj. In na to, da moramo najti način, da delamo skupaj, ne glede na to, koliko smo si različni, na to se tukaj poskušamo spomniti. Evropska unija je nastala preveč kot 60 leti zato, da bi ustvarila mir med temi narodi, ki so se prej stoletja borili med seboj. Včasih so tako reševali probleme, da so šli na ulico, pa so se z noži ali pa s pištolami. In to na tem kontinentu. Morate vedeti, obe svetovni vojni sta se začele med Evropejci. Niso nas napadli Afričani ali pa Azijci ali pa kdorkoli drug. Nismo se skregali med sabo. In Evropska unija je narejena tako, da bi se to sodelovanje in kljub vsem razlikam še nadaljevalo. In vi, ki se na tej šoli učite zelo praktične stvari, ki sem imel tudi že priložnost poznati, ste še toliko bolj mogoče tisti, za katere so te stvari pomembne. Ker Evropski parlament danes odloča, na primer na področju tekstila, kakšne kemikalije se lahko uporabljajo v proizvodnji. Ali pa, ne vem, logistične stvari. Tukaj je ogromno enih vprašanj, danes nima smisla, da ti 50 km tovornjak pelješ, ampak da lahko pelješ do Švedske. Ne?
Boš šel čez, ne vem, 4-5 mej lahko spotoma, ampak boš imel en obrazac, ker imamo Evropsko unijo, ki ga boš mogel izpolniti. Ker mogoče bo kdo od vas delal v kakšnem podjetju, pa se bo s takimi stvarmi ukvarjal. Je fajn, da ve, da Evropska unija, Evropski parlament, to pomeni Slovenci, skupaj z Avstrijci, Italijani in drugimi, skupaj odločajo, kakšna pravila bodo. Vse to je dobro, da jih poznate in jaz vas spodbujam, da še naprej se ukvarjate s tem, da spremljate, kaj dela tudi Evropska unija, da se v to vključite, da poveste, mogoče bo treba kaj drugače narediti, ne pusti, da drugi odločajo. Za vas se ta pravila delajo in vi boste tisti, ki boste z njimi živeli. Tako da vplivite na njih. Še enkrat najlepša hvala za sodelovanje. Naj vas sam na koncu povabim še v našo hišo Evropske unije, ki je tukaj nedaleč od vas, na Dunajski 20, zraven gospodarskega razstavišča, na novo, zdaj približno pol leta smo tam. In v teh dneh imamo zelo veliko dogodkov. Jutri, recimo ob 11. uri, v soboto, lahko pridete v našo dvorano, je zastojen odprt ogled. Ena dramska predstava bomo prizorili in sicer legende in bajke iz različnih koncev Evrope, ki smo jih zbrali v taki knjigi Drobci skupnih evropskih korenin. Zlatorog je recimo iz Slovenije, pa iz drugih držav. 28 imamo zgodbe in jih bomo tam prizorili. In vidimo, koliko smo si med seboj tudi mentalno povezani že iz prazgodovine v Evropi, ker živimo na istem kontinentu in ker delimo danes tudi usodo celega sveta, ki med sabo lahko povezan, kot vi veste. Tako da, najlepša hvala vsem, ki zelo dobro tudi sodelujete z nami. Vaša šola je eden najlepših primerov sodelovanja in razumevanja tudi tega, ker je potrebno vedeti za to, da lahko vi imate več od tega, ne? Kot sem prej omenil, da poznate, kaj se odloča in da tudi uporabite in potem izkoristite v Evropi. Najlepša hvala, pa eno lepo prireditev vsem želim. Hvala tudi vam. Živene vsi narodi, ki hrepenedo čaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pred nas, da rojak, prost bo vsak, da vrat, le sosed po mejah. Globalizacija še naprej krajša razdalje in zbližuje ljudi. Internetne klepetalnice in socialna omrežja nam omogočajo, da se povežemo z ljudmi, ki jih ne bomo nikoli srečali. S širjenjem svetovnih blagovnih znamk in mednarodnih družbenih ter kulturnih gibanj prihajamo v dnevni stik z različnimi življenjskimi slogi in načini mišljenja ljudi po svetu. Še nikoli nismo imeli na voljo toliko načinov komunikacije med seboj. Koristi, ki jih prinašajo medkulturne izmenjave, so številne. Kakor je rekel generalni sekretar Združenih narodov, raznolikost moramo sprejeti, ne pa se je bati. Na srednji, poklicni in strokovni šoli Bežigrad Ljubljana se izobražujejo dijaki iz različnih koncev Slovenije, celo iz različnih držav, kultur, različnih religij. Zelo pomembno je, da se znamo sprejemati in sprejemanja drugačnosti se ne smemo bati, kajti to nas lahko samo obogati. Raznolikost je del narave in tako jo moramo sprejeti. Pravzaprav brez raznolikosti nasploh ne bi bilo druge. Združeni raznolikosti. Zelo komplicirano vprašanje, ampak zelo preprosto. Zelo sem vesela, da sem vsakodnevno del tega. Če ne bi bilo raznolikosti, bi bil svet zelo dolgočasen. Združenje v raznolikosti zame pomeni sprejemanje drugačnosti. Združenje v raznolikosti zame pomeni napredek. Več različnih narodnosti, več različnih religij, več različnih tradicij, več različnih jezikov in s tem tudi posledično več znanja.
Združeni v raznolikosti za mene osebno pomeni barvitost sveta, ki ga pač vsak zaznava po svojem. Letošnji slogan prireditve Združeni v raznolikosti. 9. maja Evropa praznuje Dan miru in enotnosti. Ta dan obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije. Francoski zunanji minister Robert Schuman je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Zavzel se je za oblikovanje evropske institucije, ki bi skrbela za skupno upravljanje industrije, premoga in jekla. Pogodbo o ustanovitvi takšne institucije so podpisali naslednje leto. Schumanov predlog šteje za začetek povezovanja držav v Evropsko unijo. Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav. Evropska unija je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni. Najprej se je začela gospodarsko sodelovanje. Države, ki med seboj trgujejo, ostanejo gospodarsko odvisne druga od druge in je zato verjetno za spore manjša. Tako je leta 1958 nastala Evropska gospodarska skupnost, IGS, sprva gospodarska povezava 6 držav, Belgije, Francije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske. Sčasoma je vzpostavila obsežen enotni trg, ki se razvija naprej. Breakdance je podvrst hip-hopa. Razvil se je iz tradicijske borilne veščine kapiera. Prvi so ga plesali dojeti mladi afro- in latinoameričani. Pomembni deli breakdansa so bitke, krogi in spoštovanje do drugih skupin. Je eden izmed plesov, ki ga plešajo plesalci ne glede na starost, vero ali etično pripadnost. Ich meine Tante, tu mich nur kompakte. Bist du cool, hast du hier nicht die Kontakte? In deine Menge schreibt, das kein Ende hat. Wie laufst Fänger ab, sagt der Welt, du noch scheiße Sänger hast. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo. So let's go, yo. Che il giorno anelano veder, che ovunque splende il sole, all'odio e liti ponga qui, che in libertà ognuno vivrà e amico con il suo vicino. Leta 1971 so se v Evropski uniji pridružile še 3 države, in sicer Danska, Irska in Združeno kraljestvo, ki pa je leta 2016 vložilo prošnjo za izstop iz združenja članic Evropske unije. France Prešeren, a toast. God's blessing on all nations who long and work for that bright day when over earth's habitations no war, no strife shall hold its sway. Who long to see that all men free, no more shall foes but neighbors be. Gospodarski uniji je sledilo politično povezovanje, ki je zajelo različna področja politike, od podnebja, okolja in zdravja, zunanjih odnosov in varnosti, pravosodja in migracij. To je vodilo spremembi imena leta 1993 iz Evropske gospodarske skupnosti EGS v Evropsko unijo EU. Leta 1981 se je Evropski uniji pridružila Grčija, 5 let pozneje pa še Portugalska in Španija. France Prešeren, brindis. Vivan todos los pueblos, que ver el día angelan, brille storiti, brillare el sol, que ponga fin las queras, son libre los hombres, con proquimo apacibles. Strpnost ne pomeni brezbrižnosti ali neavoljno sprejemanje drugih. Predstavlja način življenja,
ki temelji na medsebojnem razumevanju in spoštovanju drugih, ter na prepričanju, da je treba raznolikost sprejeti, ne pa se je bati. Zvrst repa se je razvila kot odgovor na družbene razmere. Ne govori samo o slabih stvari, o slabem življenju in zatiranju, ampak je lahko barvan tudi pozitivno. Sem Peter Borušič in vam predstavil svojo avtorsko pesem Življenje. Dostkrat se ti zdi, da je vse okoli zlagano, nenormalno, nenaravno, vse preveč drago prodano. Vse, kar vidiš, ni tako, kot ne vidiš zgleda. Pride sreča, veselje, z vsem vse pa skriva beda. In ne veš, zakaj je pa preveč obremenjen, preveč zaposlen, preveč zamorjen. Vedno časih pride dan, ker ti nič ni prav, ne veš, na koga bi se obrnil in ne veš, kam bi šel. Naraje sam bi bil, nekje v miru in tišini. Razmišljal o problemih in kako bi se rešili. Vse ti gre na živce, niti spati ne moreš tako, da se zbuja sred noči in sploh ne veš, kdo si. Skozi se ti nekam odi, da še sam ne veš kam. Ko kličeš na pomoč, vedno ostani sam. Da se lahko računaš, nimaš druge možnosti, moraš dvigati glavo gor in ohraniti mirno kri. V 90-ih letih so se pridružile še 3 države. Avstrija, Finska in Švedska. ABBA je bila švedska pop skupina, ustanovljena leta 1972. Z delovanjem pa je prenehala leta 1982. ABBA so najuspešnejša švedska glasbena skupina, bili pa so tudi eni najpopularnejših na svetu. Največ držav pa se je pridružilo leta 2004, in sicer Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in naša država Slovenija. Na oder vabim dijake, ki obvladujejo svoj inštrument, harmoniko, Karmen, Matevž, Nejc in Matic.
razširila še dvakrat, in sicer leta 2007 in 2013, ko so se ji pridružile še Bolgarija, Romunija in kot zadnja Hrvaška. Koncept Prešeren, zdravica. Živ narod svaki daje, što dočekati želi dan. Da kutkog sunce sjaje, sa svijeta razlog bude znan. Slobodni, da su svi, susjed brat, ne dušman zli. Kakor ste opazili, smo zdravljico recitirali v različnih evropskih jezikih. Španščina, italijanščina, angleščina ter hrvaščina. Naj pridejo naši harmonikarji nazaj na oder, jaz pa vas povabim, da prisluhnite še zadnji točki Pogovor dijakov ob čaju. Dijaki srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana radi potujemo. Naša potovanja pa niso namenjena samo spoznavanju raznolikosti kultur, temveč tudi raznolikosti šolanja, praktičnega usposabljanja, raznolikosti navad in običajev dijakov drugih držav. Dijaki bodo o svojih izkušnjah več povedali ob čaju. Pozdravljam, kako ste kaj? Super, pa ti. Super, šolsko leto že skoraj pri koncu. Ja, res je, to si ti menil, je veliko projektov bilo. A si ti sodeloval kakšni? Ja, bil sem na strokovni izmenjavi, ker sem v državi Poljski, kjer sem upravljal praktični pouk prakse pri podjetju Honda. Jaz sem bila 4 tedne na Finskem in sem obiskovala praktični pouk v delavnicah v šoli. Je bo posebej zelo zabavno. Jaz pa sem zaenkrat še sem na izmenjavi, sem samo v vlogi gostitelja, sem pa bil letos na startup vikendu pa na podjetniško tekmovanje. Me pa zanima, kakšno ste pa ostali izkušnje s temi izmenjavami? Živa družba, ste začeli kar brez mene. Se zabujaš. Ja, ti si pa na programu logističnega tehnika, ne? A si videl tudi na kakšni izmenjavi? Ali v temu se zgovarjamo, pač nisem še bil. Imaš ti kakšne izkušnje s tem? Ne, jaz pa na izmenjavi še nisem bil, sem pa na 3-dnevnem tekmovanju v Španiji, v Madridu, kjer smo zmagali na državnem tekmovanju, v Španiji smo bili pa 3. Bravo! Hvala. Živela ste že skoraj vsi tukaj. Sem na vhodu slišala, da je bil Peter v Španiji. Tudi sama sem bila tam pred manj kot mesecem dni, v bistvu v Barceloni, v mestu Tarragona.
in sem bila v bistvu v okviru izmenjave projekta White Job in so bili tudi z ostalimi dijaki iz Norveške, iz Nemčije in Italije in smo se v bistvu pogovarjali o različnih temah in tudi ena izmed njih je bila gospodarska kriza. Ja, to se jaz spomnim. Lanskrič sem bil na izmenjavi v Španiji pa na Finskem in v bistvu smo imeli isto podobne teme, kot vi. Mislim pa na koncu še kakor intervju za zaposlitev iz celoslovenskega pa v angliškem jeziku in to je bila v bistvu ena taka dobra izkušnja, ki sem imel. Jaz sem bila tudi na tem projektu, ki je bil Jaka, Passport in Future. Sem bila samo na Finskem, je bila tudi zanimiva izkušnja, imela sem se pa tudi zelo dobra. Kaj pa hrana? Ja, in tega se da zdržati. Jaz sem pa kar zavogaj. Sam zanimivi so bili te finski bomboni, sarnjaki, ki so v bistvu slani in ne sladki. Meni so bili zelo noč. Meni pa v bistvu lih nasprota. Na začetku sem imel en tak svoj poseben okus, ampak poj, ko si hranjaš, bi pa dosti dobri. No, mene je bila pa tako hrana v Španiji kar dobra, no, tako bilo je dosti morskih stvari, kar nam sama rada, no. Zdaj pa tako Španci zelo imajo tak temperament, to se pogovarjajo, govorijo, pa kmej sem se zelo sproščeno počutila. Ja, Finci so pa zelo zaprt narod, pač povejo samo tisto, kar mislijo, pač izvaš drugega. Kako si se imel pa ti na Polskem? Na Polskem glede hrane je skoraj isto kot v Sloveniji, glede ljudi so zelo odprti in zelo prijazni. No, očitno imamo res veliko različnih izkušenj iz različnih projektov, zdaj pa najbolj, da pohitimo, da še javimo pouk. Radost od Boga edina, hčerka ti je Lizijska, tvoje hrame na stopinjah vodi obožanstvena. Tvoji čari časa teku so pregnali kruto noč, človek spet je brat človeku, koder veje tvoja moč. Komu se usoda smeje, da mu je prijatelj zvest, če se ob ženici greješ, rad zavriskal bi do zvest. Res je srečen, kdor ob duši svojo dušo si poji, kdor pa sam je, naj ne ruši, česar vsak deležen ni. Zahvaljujemo se vam za obisk in vidimo se prihodnje leto. Sedaj pa si postrezite s prigrizki, ki smo jih pripravili za vas.